Veš, kaj jaz ugotavljam? Jaz ugotavljam, da radi nakladamo o tem, koliko imamo denarja in radi nakladamo o tem, koliko imamo spolnosti. Ljudje najdejo razloge, da lahko upravičijo vse, kar si izmislijo. In to je tisto, kar je žalostno danes. In ljudje ne varajo samo zaradi tega, ker bi primanjkovalo spolnosti doma. So teme in so sogovorniki in so sogovorniki. Špela Gornik, ki bo danes poskušala mi razložiti njeno vlogo, njeno poslanstvo skozi partnersko in spolno terapevtko, je zagotovo sogovornica, pri kateri mi vprašanj ne bo zmanjkalo. Špela, dobrodošla. Živjo, Mark, Neskončno hvala. vesel, da si tukaj. Tudi jaz, hvala. In da se bova dotikala enega področja, vsaj tako ga jaz razumem, ki je ne samo zaradi samega dejstva, ne, če govorimo o spolni terapiji, zelo, zelo intimno, zelo meni lastno, moje. In se mi zdi, da mora biti res močno zavezništvo s terapevtom, terapevtko, da sem sposoben, voljan, pripravljen in omogočen, da o tem komuniciram. Bistvo vsega, zahtevnosti naših odnosov se pa prepogosto ali pa zelo pogosto skriva prav v spolnosti, prav v tem intimnem doživljanju nas samih. A se strinjaš z mano, da je mogoče to področje, ki se ga lotevaš oziroma ki ga živiš, ki ga delaš, da je res najbolj intimno, da je res najbolj globoko v posameznika? Ja, se strinjam. Sploh glede na to, če ga povežeš z ostalimi vidiki življenja, kar v partnerskih odnosih počnemo, a ne. Dandanes je zelo popularno, da se govori o spolnosti v 3 dni, a ne. Vsak je najbolj pameten, vsak želi biti najbolj glasen, kot da je to nekaj ločeno od odnosa, kot da je to nekaj, ne, o čemer je popularno govoriti. Ampak dejansko biti ranljiv, dejansko biti iskren, dejansko povedati, kje se zatika, kje so določeni problemi. Tukaj pa ni tako lahko. Ampak se mi zdi, da nam je celo lažje, dobro, Slovencem malo težje govoriti o tem, koliko denarja imamo, pa koliko ga nimamo. Se mi zdi, da je vendarle vse druge teme lažje damo na mizo in lažje komuniciramo kot spolnost. Veš, kaj jaz ugotavljam? Jaz ugotavljam, da radi nakladamo o tem, koliko imamo denarja in radi nakladamo o tem, koliko imamo spolnosti. Spet smo tam, zelo malo iskrenosti, a ne? Kaj je resnica? Kaj je tista resnica? To pa zelo malo ljudi ve. Zelo malo ljudi spustiš v takšno intimo, da jim dejansko poveš, kako si s financami, da jim dejansko poveš, a ne, kako je s seksom. Ker tudi tako je, če rada govoriš o spolnosti, a ne, saj sama sem tako ugotavljala, da te ljudje hitro vzamejo kot neko smetišče, tako bom rekla. Vse, kar imajo sami nerazpucano, a ne, zdaj govorim izven partnerskih in spolnih terapij, a ne, ponavadi zelo hitro postaneš grešni kozel. Spravi, marsikaj, kar ljudje ne priznajo, da počnejo, pa potem počnejo, a ne, nate zvalijo, a ne, tako da jaz sem bila že prostitutka in že marsikaj, pa se nisem nikoli zares prodala. Ampak včasih že samo to, da govoriš o nečem, da nimaš predsodkov in da sprejemaš druge kot takšne, kot so, a ne, da jih ne obsojaš. Spravi, jaz poznam tudi ljudje, ki se ukvarjajo s prostitucijo in podobno. Nikoli nisem obsojala, ampak to ne pomeni, da to tudi jaz počnem. Ali pa da to sprejemam, ne. Poskušam pa razumeti, ne. Poskušam pa pravzaprav iskati neke vzgibe k temu. Ampak greva čisto na začetek, ne. Preden prideva v to fazo, kaj jaz najboljšemu prijatelju povem, ne, kako se pohvalim, ne vem, z Mileno Miklavčič sem delal intervju in je rekla, da so včasih po 3-krat, 4-krat na dan, ne, danes pa 3-krat na leto in da ljudje poskušamo to razliko prikrivati oziroma skrivati in jo na nek način zamolčati, ne. Greva v bistvu tega, kako se jaz s partnerjem sploh sem sposoben in voljan o tem pogovarjati, ne. Ne s prijateljem ob kozarcu piva, kozarcu vina, ne, ampak kako v tem najbolj intimnem dojemanju v dvojini, ne. A se ti zdi, da imamo ljudje težavo s tem? Veliko težavo imajo ljudje s tem.
veliko težavo. Ponavadi bojo veliko lažje, sploh ženske, o tem govorile s svojimi prijateljicami. Moški ne bodo govorili, oni ne govorijo resnice. Oni radi nakladajo. Zato, ker s tem si nekako potrjujejo svojo moškost in potem tudi nikoli ne vejo. Pač lahko dam čist tak primer še v letih, ko sem se ukvarjala s seksološkim bodyworkom. Sem imela en tak primer, en klient, to je bilo v Veliki Britaniji, ki je prišel in mi je povedal svoj veliki problem. Namreč on je hodil na tantrične masaže in na tantrični masaži bil je poročen. Na tantrični masaži se je v svojo maserko zaljubil in potem je hotel to razdelati. Ampak on je hotel to razdelati tako, da je mene osvajal. Se pravi, jaz sem začela ga pa čez proces voditi, in se dejansko iskreno pogovarjati o tem, in kaj sem ugotovila. Eno tako zelo zanimivo stvar, ki jo lahko kar posplošim na temu primeru. In sicer ta sem vedel, da bo zanimiv danes, vedel sem, kar začni. Evo, ta gospod mi je povedal, kako mu je njegov najboljši prijatelj pojamral o tem, kako ima ljubico. In kako ima slabo vest glede tega, da vara svojo ženo in kaj narediti. In se pravi, on kot najboljši prijatelj, kaj mu je rekel? Rekel mi je, ne, to pa ne smeš delati, to pa ne, to se pa ne dela, Ni mu povedal, da on isto počne. Ne, pa sta najboljša prijatelja. In to z mene bilo takrat, se pravi, vi ste prijatelj s tem človekom, pa ne delite sočutno s tem, kaj se z vami dogaja, kaj je vaša življenjska resnica, ampak moralizirate o tem, kako bi moralo biti, ker pač poznate tudi njegovo ženo. Zakaj mu ne poveste, da imate tudi vi takšen problem? Ja, morda je danes zelo, zelo težko, ker ljudje iščejo, kaj je prav nekje vzunaj. In danes živimo v hiperseksualizirani kulturi in v hiperseksualizirani kulturi je več ali manj vse dovoljeno. In ljudje se ne vprašajo, kakšne posledice pa to pusti na partnerki, če jaz za hrbtom to delam. Kar neko tako nenapisano pravilo je, moški lahko vara, ali pa danes že tudi ženska lahko vara in to ni nič takega. Ampak kakšen odnos je potem to? Veliko laži o tem. Ljudje so lahko... Kaj pa če obrnemo zgodbo, zakaj pride do varanja? Zakaj pride do varanja? To je pa kompleksno vprašanje. Ampak kaj rečeš, se vpraša, zakaj, da ni prav, ali pa moralno vprašanje. Ampak, veš, včasih poskušamo tudi legitimizirati na nek način, zakaj se je meni to zgodilo, zakaj sem si jaz to dovolil, čeprav je to bilo v nasprotju s tem, kaj jaz mislim, da je prav in kaj je narobe. Ampak situacija je bila taka, doma je bolela glava, doma nismo bili v dobrih razpoloženjih, bla, 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 A se ti zdi, da mogoče ljudje tudi upravičujemo skozi to formo, zakaj si dovolimo neke ekscese oziroma odklone od tega, kaj je prav in kaj je narobe? Ljudje najdejo razloge, da lahko upravičijo vse, kar si izmislijo. In to je tisto, kar je žalostno danes. In ljudje ne varajo samo zaradi tega, ker bi primanjkovalo spolnosti doma. Varajo tudi ljudje, ki 3-krat na dan seksajo. Prav, to ni povezano z neko intimo, ali pa je bolj povezano z zrelostjo odnosa? Prav gotovo. Evo, mislim, da si zadev na žebljico s tem, kar si rekel, zrelosti odnosa. Ker večina odnosov, ki jih poznamo, pravzaprav niso zreli. To so dogovori. Ljudje ostanejo skupaj desetletja ali še več, pa niso zmožni skomunicirati osnovnih potreb, osnovnih čustev. In velikokrat je to zaradi tega, ker tudi sami izhajajo iz družin, ki so čustveno nezrele. In večina družin je čustveno nezrelih. Če govorimo o procentih, čez 90. Zanimivo, in malo dobro izhodišče za... Zdaj sem gledal Four Seasons, nadaljevanka, v kateri on svojim najboljšim prijateljem reče: ločil se bom ženo, nisem srečen, nisem zadovoljen, ne zadovoljuje mojih potreb, zvečer gleda računalniško igrico in jaz si želim živeti. A se ti zdi, da večkrat izberemo kompromis in ostanemo in ne skomuniciramo, da nismo srečni in da nismo zadovoljeni, da nismo potešeni na koncu koncev? Veliko ljudi nikoli ne razreši primarnih ran, ki jih imajo še od svojih staršev, in potem te rane projicirajo na svoje partnerje. In neka tiha vojna bije med spoloma.
Helen Block Lewis bi rekla, ne, dejansko smo bili vzgojeni v moške in ženske vloge, v to, kaj naj bi nekomu ustrezalo, kaj drugemu, kaj bi moral nekdo početi, kaj drug. Nismo pa bili naučeni, kaj dejansko mi potrebujemo in kako biti ranljivi, ker mi moramo biti ranljivi, da to skomuniciramo s svojim partnerjem. In če se mi bojimo zamajati, če želimo nek lažen mir ustvarjati, potem bomo tiho in potem si bomo najdel karkoli vzunaj in to veliko ljudi počne, žal, ne znajo pa komunicirati. Jaz velikokrat rad ponovim stavek, ki ga je rekla Severina, svi smo mi djeca sjebenih roditeljev, ampak če sta moja dva bila v neizpolnjenem odnosu, moja starša, če nista bila zadovoljna, če nista bila srečna, če sta naredila kompromis, če sta ta kompromis 20-30 let peljala skozi življenje, zakaj sem jaz poškodovan špele? Jaz sem se prek mojih staršev naučil, kako ljubiti in kako sprejemati ljubezen. V prvi vrsti. Wow. In to je nekaj, kar pride nezavedno. In nezavedno jaz ponavljam te vloge. In nezavedno jaz reagiram. In partner je pravzaprav tisti, ki mi pokaže, kaj je še nedokončano z mojimi starši. In če partnerja jemljemo kot ogledalo, se lahko marsikaj naučimo. Mi izbiramo, vedno izberemo ta pravega. Res? Ja, vedno izberemo ta pravega. Za tisto, kar je še nedokončano. Zdaj pa, ali bomo mi to skozi ego gledali, ali bomo to gledali skozi skupno rast. To je vprašanje. Zdaj pa skozi skupno rast morata biti oba za to, kar pomeni, da morata oba izbrati drug drugega. Ker veliko ljudi pa spet ne izberajo dejansko. Zelo malo ljudi živi zrelo ljubezen. Nimamo te podlage sploh v zahodnem svetu, kaj zrela ljubezen je. Erik Fromm bi rekel, razlika med nezrelo pa med zrelo ljubeznijo. Prva nezrela ljubezen je, ljubim te, ker te potrebujem. Kar pomeni, kdorkoli ti si meni okej, ker jaz samo nekoga potrebujem, da zapraznim tisto praznino, tisto luknjo znotraj sebe. Kdorkoli, moški ali ženska. In potem zrela, potrebujem te, ker te ljubim. Jaz tebe poznam, v bit te poznam in te izberem. In zdaj, prva faza vsakega razmerja je nezrela ljubezen. Vsi se vrat na nos zaljubimo, hormoni naredijo svoje. Ampak kaj pa, ko to mine? A znamo graditi ljubezen? Ker ljubezen ni samo čustvo, ni samo emocija. Ljubezen je treba zavedno znati graditi. A dopuščaš možnost, da je ljubezen overrated v tem smislu, da ji pripisujemo preveč, da v resnici ta dnevna dinamika povozi tudi to romantično gledanje na ljubezen? Mogoče romanca. Romanca, ja, ljubezen ne. Ta razlika. Zato, ker romanca je tista, ki nas vrže v en svet gor in v bistvu potem nekako smo ta zgornji svet in smo ta spodnji svet, ne povežata se pa zgornji pa spodnji svet, zato ker ne znamo čustev prepoznavati, v čustvih komunicirati in vedeti, kaj je kompas teh čustev, kaj nam govori, kaj je naša naloga, kaj je naloga partnerja, kaj imamo mi za predelati. In tukaj smo spet zdaj pri tej čustveni nezrelosti. Ljudje, ki so čustveno nezreli, bodo projicirali, ne bodo zmožni refleksije. Mi moramo biti v prvi vrsti zmožni refleksije. Že Freud je rekel, če bi se mi obremenjevali sami sabo, bi bili odnosi toliko lepši, zato ker enostavno mi moramo pri sebi preveriti, zakaj se tukaj zataknili, kaj jaz lahko naredim. A pa si mi to sploh dovolimo, ker midva verjetno dinamiko problema v najnem intimnem odnosu pravzaprav ne nagovarjava pravilno. In ne greva jaz imam problem s tabo, ne pa v resnici z samim seboj. Toliko smo esencialistični, zato ker vedno bo problem v drugem. Nikoli ne bomo videli, da je v dinamiki. Se pravi, zato je potreben tak pogled od zunaj, kot si ti, kot sem jaz, da ljudem pomagamo odpreti oči, da jim pomagamo kakšne stvari razsvetliti, ki jih sami ne bi videli. Tudi jaz potrebujem zunanjo pomoč, ker jaz, ko sem v neki dinamiki, mogoče tudi ne bom se zavedala čistočno, kaj se dogaja. Potrebujem neko vodstvo. In tako kot pravim, jaz sem tudi šla partnersko terapijo študirati
takrat. Zakaj? Zaradi tega, da sem sebi pomagala. V prvi vrsti, še potem. Je to lahko napačno izhodišče za nekoga, ki se zdi zaciklen v nekem svojem problemu in ga v bistvu istočasno ne razrešuje? Ne? Ker jaz pri svojem delu vidim grozno veliko ljudi, ki svojih išjev niso sprocesirali, ne? In moralizirajo in pridigajo in učijo nekoga drugega. Ne? Delo na sebi za tebe kot terapevtka je verjetno primarnega pomena. Ne? Tega ne znajo, ne znajo vsi. In se mi zdi, da se včasih soočamo in znajdemo prav v teh situacijah, kjer je nekdo nepopoln oziroma ne pospravil, ne? Pa želi modrovati in želi učiti. Okay. Igra moči je to. Igra moči. Spravi, so ljudje, ki so pripravljeni to ozaveščati in so ljudje, ki bodo že v principu rekli, jaz sem nekaj več. In ko ti rečeš, jaz sem nekaj več, si zapreš pot k intimnosti, si zapreš pot k povezovanju. To ni več ljubezen, to je zdaj, ali se jaz postavim nad tabo. Isto, če se jaz postavim pod tabo. Midva se mora gledati iz oči v oči. Ampak v partnerskem odnosu se ravno to dogaja, ne? Da se jaz postavim nad tebe in v bistvu pridigam o tem, kaj vse ti nisi, da bi zadovoljila to mojo potrebo oziroma moja pričakovanja. Ne? To je zelo nezrelo in veliko ljudi tako dejansko danes deluje. Ne znajo pa tja pripeljati sočloveka. Ampak zakaj sem lahko z nekom v dolgi vezi, tudi skozi fazo romance, skozi fazo zaljubljenosti, skozi fazo ljubezni sva šla in v enem trenutku ne čutim več povezave? Povezava zelo hitro gre, zelo hitro, ker se stvari nabirajo. To je tako, kot če bi v neko dnevno sobo prinesel vrečo smeti in potem naslednjo vrečo smeti, nikoli jih ne bi pogledal, pa naenkrat prideš in je smetišče tvoje, dnevna soba boš še stopil v to dnevno sobo, ali boš še povohal, če se same smeti tam. Spravi, mi moramo sproti si dovoliti. Angliji bi rekli to rock the boat, se pravi zamajati stvari, povedati, kaj se dogaja, ne pa samo ohranjati tisti navidezen mir. Ni ljubezen nek ideal, ljubezen je sprejemanje tega, kjer jaz sem, kjer ti si in skupna pot, skupna odločitev in nenehno kako komunicirati dejansko, kje ti si. Ampak je možen, da po 3 vrečah smeti še ne vem, da imam vreče smeti? Seveda. Sploh, če ti nekdo laže. Spet ne moramo vedeti o dinamikah, ampak mi lahko smo blazno zaljubljeni in že neko globoko ljubezen zgradimo sami, pa se ne zavedamo, da nam oseba prikriva, da nam laže. Če gremo spet nazaj na tisti primer, ki sem ga na začetku povedala, se najbrž tisti ženi se sanja, da jo mož vara, ampak nekje pa čuti, da stvari niso take, kot bi mogle biti, in naučena je, da občutkom ne zaupa. Moški v tistem primeru je pa naučen, da mu pripada, da si še kaj drugega privošči. Sicer ima potem slabo vest, ampak za slabo vest pride pa eni terapevtki, pa potem še njo osvaja. Ne bo to šlo tako pri meni. Tvoj gostja, kjer imaš več vprašanj, polkrat dobiš en odgovor, ne? Super špela. Daj mi probi sam razložiti, a se ti zdi, da ste ženske bolj jasne? Zdaj si rekla, moški ima občutek, da mu pripada, da si lahko nekaj drugega vzame. Jaz vedno bolj zaznam to, da ženske znajo bolj artikulirati. Kaj želijo, kaj hočejo, česa ni. Bolj kot moški. Se mi zdi, da smo malo zmedeni, polulani in prestrašeni v tej definiciji. A se ti zdi, da prevzemate en drug parameter? Dobro si to opazil in o tem je že Nancy Friday govorila veliko, ona je pisala te erotične zgodbe in podobno in je rekla, ženske imamo besedišče za določene stvari, za katere moški sploh nimajo besedišča, zato ker vi niste bili vzgajani kot relacijska bitja, kot odnosna bitja. Mi smo že od majhnega vzgajani v to, da nam mora biti odnos nekako na prvem mestu, da začutimo druge, kaj drugi potrebujejo, da je prvo to najbolj pomembno, kaj drugi potrebujejo, in iz tega vidika tudi ženskami, tako kot sem že prej omenila, veliko se pogovarjamo, druga z drugo in znamo artikulirati, kaj se dogaja. Medtem ko moški
tradicionalno gledano so precej drugače vzgojeni. Vzgojeni so, da biti moški, a ne pomeni ne pokazati čustev. In sedaj kar naenkrat, a ne pride 21. stoletje in ženske si želimo bolj intimne odnose, kar pomeni, da se morajo moški naučiti tudi o tem komunicirati. Ampak kdo jih bo naučil, če jih prej nihče ni, oziroma če je bilo to celo stigmatizirano, a ne, in ti si prva, če to delaš, a ne. Zdaj kar naenkrat mora moški popolnoma se spremeniti in prilagoditi in podobno, ampak mi govorimo samo o tem, a ne, vsi se učimo biti celostna bitja in da smo lahko celostna bitja, potem moramo prepoznavati tudi svoje čustva in graditi to, da se učimo govoriti o njih in da se učimo govoriti o tem, kar se nam dogaja, a ne, s tem, da nekoga ne poveličujemo in ponižujemo in podobno, a ne, da se naučimo imeti ločene resničnosti, kar Marka si opazil, a ne, da sploh v Sloveniji jaz velikokrat opazim, da če imaš drugačno mnenje, a ne, kar težko te sprejmejo, ampak mi se moramo naučiti, da tudi mnenja drugačna, a ne, da tukaj, a ne, jaz sem individuum, mi dva se lahko povežava, ker se pogovarjava, tudi če imava popolnoma nasprotna mnenja, a ne. A je možno, da jaz najino včerajšnjo intimo vidim drugače kot moja partnerka? Seveda. Ne? A je možno, da je to čist drug planet? Da je to, da jaz grem danes sam k sebi in rečem, pismo se včeraj je bilo pa kar v redu? Ne? Ona pa reče, jok, brate, ne? Ja. In tukaj se intimnost trudi, kako mi dva to skomunicirava drug z drugim, a si upava to skomunicirati z drugim. Ja, ne, če sem jaz zadovoljen. Ti si zadovoljen. Ti si pa tih pa nič ne rečeš. Jaz sem bil pa ful zadovoljen, Jerry sabo. Ja. In se mi zdi, da se tle konča, ne? Da tle bi nekdo mogel iti čez tisto svoje. Ne? Nekdo bi mogel drugega v intimnost povabiti, v to, da kaj je intimnost. Intimnost je spoj resnice in ljubezni. Spravi, da pove resnico na ljubeč način. A ne? Ker velikokrat se to zgodi, ja, da en je popolnoma zadovoljen, drug pa popolnoma nezadovoljen in potem, no, tukaj smo zdaj pri tistih smeteh, ki smo jih omenila že prej. A ne? Če mi Kdo zdaj niso smeti, on ali ona? Tisti, ki ne pove resnice. Midva pa ne veva, kdo od naju je bil za nič, ne? Sej no, ne gre se za to, ne, kdo je za nič, ja, ali kakorkoli, ampak gre se za to, tukaj se potem vidi, koliko smo preuzgojeni že to, a ne, da ugajamo. In veliko žensk je bilo preuzgojeni. In prikima. Tako. Res si bil dober. Aj, ful si bil v redu, v resnici pa svoja misel popolnoma. Kje je tukaj potem intimnost, a ne? Intimnosti ni. Če jaz ne moram psihično deliti, kaj se z mano dejansko dogaja, kaj jaz pogrešam. Brez da bi tolkla po tem. Kaj pa, če je najlažje v glavi si razložiti, doma ni v redu, kaj pa, če grem probat k sosedu? A to ljudje počnejo, a ne? Se zato pa smo tam, ampak a je to zaradi tega preverjanja, ne? Ker nisem prepričan, če je bilo res včeraj v redu ali pa... Ljudje smo zanimiva bitja, ko bom rekla. Namreč, ko si nečesa navajen, ko ti je nekaj domače, potem pogrešaš kaj, kar ti ne bi bilo domače. To je tisto, kar te prežge, a ne? In recept za vsak dober odnos je, da poleg domačnosti tudi to misterioznost vneseš v odnos. A ne? In če boš vnesel misterioznost v odnos, potem ti ne bo treba drugam iti, sosedam. A ne? In zdaj tudi zelo zanimivo, a ne? Ker pač velike razlike so, ali govorimo midva v generaciji X, ali govorimo v generaciji Z. A ne? Zdaj, ker ena generacija je imela svojo izkušnjo, a ne? Je bilo tudi dojemanje odnosov precej drugačno, kot je danes, recimo, a ne, generacija Z, ko so bili pa že rojeni v to, da je treba vse sprobati, a ne, že preden so stari 14 let. A ne. Oni imajo do semle seksa, a ne, in tudi najlažje je delati dejansko z generacijo Z, ker nimajo več nekih utvar. Če pa gledaš kakšne starejše generacije, a ne, ki pa mogoče so živeli v nekih prepričanjih in nimajo izkušenj, a ne, potem pa se sprašujejo, bojo rajši vse drugo sprobali, kakor da bi prvo sprobali doma nek zdrav odnos dejansko zgraditi. Veš, sem rekel, da več vprašanj, ko imam, še nova in nova se mi poraja. Veseli. Ja, odlične si, super. Kaj pa, če si ne upam? Jaz velikokrat pri partnerjih prepoznam to, da si v resnici ne upam, da se bojim povedati, da mi paše, da se me dotakneš tako in tako, da mi rečeš to in to, da narediš to in to. Ne? Zato, ker se mi zdi, da
premikam to mejo za tebe sprejemljivega, ne, in zato ne upam in sem pripravljena cel življenje živeti v laži iz tega naslova. A vidiš ta strah velikokrat ali pa pogosto, Ja, da te bom prizadela, ne? ja, ja. Veliko ljudi si pač ne upa. In to je korak po koraku, zato gremo počasi, a ne. In tudi v odnosih si moramo dovoliti iti počasi te meje premikati in potem spet postaviti in vedeti, a ne, da nič ni fiksno, da se vse spreminja, in ko se vse spreminja znotraj odnosa, potem tudi ta odnos je živ. Mi pa se bojimo, v bistvu se bojimo te živosti. V bistvu smo bolj naravnani na nekrofilijo kot na biofilijo. Se pravi, biofilija je, a ne, tista življenjska moč, ljubezen do življenja, a ne, raje imamo ljubezen do mrtvine, mrtvosti, a ne. Treba si je upati, seveda si je treba upati, a ne. Ampak, glej, Špela, jaz se na kariernem področju počutim neizpolnjenega, neuspešnega. Na koncu meseca ne prinesem dovolj denarja. Sosed vozi boljši avto kot jaz, ki ga že 3 leta prodajam, ne. Nisem najbolj optimalen, ker ne uspem na sinove treninge, hčerine baletne predstave. Skratka, zunanji, ne vem, nimam dobrega odnosa s starši, ne. Jaz to vnašam v najino dinamiko najinega odnosa s partnerko, ne. Kako sem jaz pol lahko na koncu dneva optimalen, kjer bi jaz imel priložnost za to potrditev tega, da pa vendarle sem ljubeč, senzibilen, strasten na koncu koncev, ne. Mene dan vseeno definira skozi nekoga, ki ni optimalen. To, kar si zdaj opisal, je pomanjkanje samospoštovanja. Se pravi, treba je začeti delati na samospoštovanju in samospoštovanje pomeni, ne, samospoštovanje, zdravo samospoštovanje ne pride od zunaj, a ne. Ne pride od tega, kakšen avto jaz vozim, ne pride od tega, koliko jaz zaslužim, ne pride od tega, kaj si drugi ljudje o meni mislijo, ampak pride od tega globokega spoštovanja znotraj mene, jaz sem vreden, jaz delam po najboljših močeh, jaz se trudim in tukaj se stvari začnejo. In če začnemo tukaj stvari, potem imamo tudi vse drugo, ampak večina tudi te podlage nima. Nimamo zdravega samospoštovanja, jaz lahko govorim iz sebe. Jaz se tudi še učim zdravega samospoštovanja, ker večina nas družba uči, da je samopodoba pomembna, ampak kaj ti bo samopodoba, če nimaš samospoštovanja? Samopodoba govoriva tudi o tem, prej sem opisal neke te zunanje aspekte, eno pa tudi, da svojega telesa, na primer, ne sprejemam, ne, ali pa svojega čutenja skozi telo, ne, v spolnosti, a ne. Tukaj se mi zdi, da je en tak tenek led, po katerem hodimo, ko premikamo te meje za voljo tega, želje po zadovoljevanju partnerja in tako naprej. Kako tukaj vidiš, kako sebe najdeti, kako sebe umestiti v nekaj, kar si zadovoljen oziroma se sprejmeš? Z nego. Spravi nega, vsakodnevna nega. Nega, in tukaj govorimo že pri obrokih, ki si jih skuhamo z ljubeznijo, a ne. Ker spet, meni je zelo zanimivo, ampak veliko ljudi, ki pride k meni, zadnja stvar, ki bi pomislila, da bom učila ljudi, ampak jim moram povedati tudi, kako se prehranjevati včasih, a ne. Zato, ker se jim ne zdi pomembno, da pojejo topel obrok, da si ga pripravijo, a ne. Njim se zdi vse drugo na prvem mestu, a ne. Kako boš, če ne bo tvoja hrana dobila tistega goriva, postnatalne energije, kako bo funkcionirala, a ne, na zelo, zelo nizkem nivoju. In veliko ljudi to kar zanemarja, a ne. Imajo čas za kave, nimajo čas za kosilo. A se ti zdi, da ta zunanji svet, se pravi, zasipajo nas, ne vem, pornografski kanali, erotični romani, sama si rekla prej, ne, da imamo pravzaprav spačano podobo o tem, kaj si nasproten spol oziroma partner potencialno želi, ali pa kaj bi jaz mogel, ne, oziroma, ne, kako bi jaz bil lahko ta nekdo, ki ga tam gledam kot vzor ali pa model ali pa tako naprej. A se ti zdi, da je ta zunanji vpliv teh, da ne zdaj šla samo na socialne medije, ampak na medije, ki nam prikazujejo nek drugačen svet, a se ti zdi, da je to tudi nevarno? Ja. Ja, ne moramo mi gledati, a ne, kot na neko pravilo.
ker če mi gledamo od odzuni neko pravilo, kaj imajo ženske rade, kaj imajo moški radi, in Slovenci imamo to blazno radi, povej mi pravila za ženske, povej mi pravila za moške, kje smo potem smo v rani, in se pravi, kadar mi razmišljamo črno-belo, kadar imamo toge predstave o stvarih, potem še nimamo razrešenih tistih primarnih ran, to se pravi, vsekakor ne moramo mi iskati nekih, kako se reče, mi lahko iščemo inspiracijo v teh knjigah, mi lahko iščemo inspiracijo, konec koncev tudi v porničih, ampak da nas pa to vodi, tukaj pa sami sebe prikrajšamo za eros, zato ker kaj eros zahteva? Eros zahteva tudi to intelektualno kompatibilnost in soustvarjalnost. Da pa lahko pridemo tja, pa spet moramo čutiti svoje telo, kaj se dogaja noter v našem telesu, česa v pornografskem materialu ni. V pornografskem materialu imamo mi spet vloge. In vloge so ponavadi zelo, moški vedno na en in isti način nastopa, ženska vedno na en in isti način vzdihuje. Moški imajo vsi roko tako v zadnji, si opazila? Že veliko let nisem gledala, veš, tako da... Spomnim se ene mame, ki mi je rekla, da je sinu povedala, da vendarle ni treba roke nazaj držati. Tako kot pri erotičnih filmih. Viš, dober nasvet od mame do sina, verjeten tudi, da mu je pomagala razumeti drugače. Ne? Mislim, da kar je naloga mam, da povejo sinu. No, tle sva zdaj, par mamah. No, kako se tebi zdi ta vpliv tega v odnosu do... Ne iščem zdaj maminih sinčkov, pa ne razmišljam sam na ta način, a je vpliv tega, prej si rekla, familije, ampak mame so tle zelo gajstne. Čustvena zlitost z mamo, psihološka zlitost z mamo, kaj naredi? Naredi obsedenca s pornografijo. Ken Adams je o tem pisal. Še enkrat zelo počasno razlož. Čustvena zlitost z mamo, kje pa je tle meja? Kdaj pa že navaren? Ni mej, če si ti čustveno zlit, ni mej. Si zlit, ne? Ti si zlit in tudi v pornografiji si zlit, na nek način, Se pravi, ženska nima svoje osebnosti, Ženska je samo nekdo, ki jo ti, ki si ga vzameš in ki si vzame tebe. Se pravi, ti si še vedno od mamice. Ker žensko si samo vzameš, nisi resnično predan, ne prepoznaš, jo lahko jo zamenjaš. Špela, dajva reči, da verjameva, da nobena mama tega ne naredi načrtno. Definitivno, da ne. Ali pa vsaj ne? Ne, sam zavedajo se ne. Se pravi, mama, ki nima pošlihtanega odnosa s svojim partnerjem, zelo velika verjetnost obstaja, da bo ta čustva, da se bo čustveno zlila, psihološko zlila s svojim sinom. In to je zelo težko zaceliti, sploh če sin kasneje, ko odraste, ne želi o tem niti slišati. Komunicirati. Jaz tudi mislim, da pri terapiji imam največkrat ravno tukaj problem, da je to ena tabu tema, o kateri se ne pogovarjamo. Ali odsotnost, ali pa pretirana prisotnost. Obe zgodbi, te mame so nekje, ne samo slovenceljske mame, ampak so kultne v tem dojemanju naših novih odnosov. A te mame posegajo v te nove partnerske odnose svojih sinov? A so te tiste, ki so problematične? Kjere so problematične? Ne vedoč. Zaradi tega, ker velikokrat se zgodi, da podpirajo disfunkcionalnost svojih sinov, ker jih res brezpogojno ljubijo in potem tudi ti sinovi pričakujejo, da jih bodo njihove partnerke tako brezpogojno ljubile. Ti z mamo ne seksaš. S partnerko seksaš. Spravi, ona bo vse te konflikte, ki so nerazrešeni, v svoje telo sprejela, ker mi smo receptivna bitja ženske. Kitajci bi rekli, mi imamo tukaj daj-maj, pasni kanal, vse, kar je nepočiščeno, ali od mame, ali od preteklih partnerk, ali od ljubic. Zdaj si spet odprla 47 vprašanj. Prejšnji odnosi nas zaznamujejo. In če jih ne procesiramo, se pravi, če ostanejo nerazrešeni, če ostanejo toksični tam nekje v preteklosti, vsak dan znova vplivajo na naše dinamike. Odnos mora biti zaključen iz obeh strani. Obe strani morata biti pomirjeni. Ampak jaz lahko vplivam na sebe in želim zaključiti in postavim piko, ne moram pa vplivati na te, da tudi ti postaviš piko. A se motim? Lahko skomuniciraš to, lahko zapreta odnos, Se pravi, vedno je tako, David Richo bi rekel,
Apri, kar pomeni po italijansko odpri, a ne? Ja. Prva A, address, nasloviti, nasloviva problematiko, ta druga sprocesirati, a ne? Ta tretja, razrešiti in potem integrirati. Ampak ti si mene prizadela, ne? Ti si odšla z nekom, ti si me kastrirala na ta način, ne? Kako naj zdaj s tabo grem apri? Če si odšla z nekom, a ne, če ostaneš sam, tudi meni se je to zgodilo, a ne, ostala sem sama in sem mogla sama to razrešiti, medtem ko je partner, ki je zapustil odnos, v meni govoril laži, a ne. Se pravi, zelo težko, ja, zelo težko. Traja, ta proces, pri meni je trajal skoraj, a ne, 8 mesecev. 8 mesecev, ampak 8 mesecev zaradi tega, ker govoriva o tem, da sem stara 43 let. Ko sem bila mlajša, bi to lahko trajalo 8 let. Da jaz nekaj predelujem. V bistvu, hujši. In tukaj je pač potrebno veliko dela na energijski ravni. A ne, ker na energijski ravni je on bil še vedno z mano, ko je bil že z drugo. Kar pomeni, a ne, zdaj bo ona to vse sprejemala vase. Kar je super zame, zato ker vseh nerazrešenih od prejšnjih žensk ne pobiram jaz več vase, ker jaz sem kar naenkrat postajala bolna, a ne. Znotraj odnosa, kjer je navidezno bilo vse fenomenalno, sem jaz pristala na kirurški mizi, a ne. Nikoli prej nobenih problemov, potem kar naenkrat, podnujna operacija, tumor imaš, Pela. Zakaj? Ker so bile stvari neizrečene, ampak so bile energijsko prisotne. Ampak ljudje gremo hitro, ne? Ljudje se nam zdi, da pač, če smo vdani, seveda gre za fazo žalovanja, ampak potem gremo hitro v nove odnose in tako, kot ti praviš, na koncu koncev to svinarijo oziroma breme preteklosti oziroma preteklega odnosa vnašamo v nove odnose, a ne? Odprt sistem bo to svinarijo vase posrkal. Tako da ni to higienično. To početi. Ampak a se mi sploh zavedamo, ne, da to nosimo sabo, da je to breme preteklosti del nas? Veliko ljudi se ne želi zavedati, a ne? Veliko ljudi živi samo v sliki, samo v predstavi za druge. In v tej sliki ne ločiš, kaj je resnica in kaj je laž preoblečena v resnico. In to je težko, ker če ti želiš se z nekom resnično združiti in resnično biti intimen, potem se moraš na tem nivoju združiti, moraš se združiti kot psiha s psiho. Jaz sem se ta teden ukvarjal z enim caseom, ki je eno klientko, ki mi je rekla nekaj, kar se mi zdi, da nekako ne gre iz moje glave. Ta novi partner me še nikoli ni udaril. Jaz mislim, da me nima rad. Coercive control. Ja. Ja, prisilni nadzor. To je, v bistvu se lahko veliko močnejše psihično nasilje zgodi, ampak mi veliko lažje opazimo, če te nekdo prebuta, noben pa ne opaz, kaj ti dela, ko te gaslighta, se pravi mračenje, se pravi zavajanje, a ne, psihološke igrice, ko ti dobro namerno si z nekom. In ne vem zdaj, kako je dejansko v tem primeru, a ne, ki si ga ti imel, ampak tudi sama opažam, da je veliko teh tradicionalnih vlog, bom rekla, in tradicionalno je veliko moških navajenih, a ne, da oni imajo glavno besedo, da ženska se podredi. In če se ženska ne podredi, jo lahko spravijo čez veliko psihičnega nasilja. Ampak to, da jaz nasilje razumem, ne, kot nekaj, kar enačim z ljubeznijo, spet iščem v neki nepospravljeni dinamiki nekega prejšnjega odnosa ali pa celo, tako kot sva rekla na začetku, celo odnosa svojih staršev ali pa še kaj, če gre v epigenetiki verjetno tudi v še ostale odnose nazaj. Ne. To je štokholmski sindrom. Spravi spet, ne, predvsem ženske smo bile naučene, da prvo poskrbimo za potrebe drugih in predvsem ženske smo bile naučene, kako biti sočutne. In mi znamo biti bolj sočutne do človeka, ki nas zlorablja, kot do sebe. In tukaj se potem problem pojavi, a ne. Spet, če je zavajanje, če je mračenje, če ti sploh ne veš, s kom dejansko si, pa si se mu že predala, ker pri nas je tako, a ne, da ko mi dejansko z nekom spimo, mi se hormonsko navežemo na to osebo,
In zdaj lahko to umetno prekinemo in se pretvarjamo, da tega ni, ampak ja, tako kot pravim, a je to higienično, a ne? Ampak, okej, spet si mi dala izziv, ne. Če se midva intimno poveževa, se pravi, sva povezana, tudi če jaz danes hočem, in telovadim nekje drugje, jaz sem tudi s tem človekom povezana in to prinesem nazaj v odnos, tako, v dinamiko odnosa. Tako. Aha. Tako. In morda se tega ne bomo zavedali, ampak ja, bolezni, trenja, energijsko neravnovesje, se pravi, kako se bolezni pojavijo, ko pretoka ni, a ne? To se pravi, če jaz nekaj skrivam, če jaz nekaj prikrivam in se grem neko telovadbo, če to jemljem kot telovadbo, to ni telovadba, ni danes zanimivo, da ženske prej spustijo človeka v svoje telo kot v svoje stanovanje. A bi vsakega človeka spustil v svoje stanovanje, a bi ga kar spustil, kar brskimi po mojih stvareh. Najbrž ne? Zakaj to delamo? Ampak spet živijo pa v svetu, kjer bom prej spustil v svoje telo, kot pa komuniciral in odpiral, ne vem, neke intimne zadeve oziroma intimne. Mark, psihično impotentni smo. Ja, psihično impotentni smo, kar pomeni, ne znamo čustvovati in ne znamo komunicirati o tem, kar se dogaja in biti soustvarjalni. Mi bi radi samo konzumirali že pripravljen material in to je tudi pornografija. Ker je to lažje. Ker je to lažje in ker so nas prepričali, da mora biti vsaka naša potreba takoj zadovoljena. Ta trenutek, ko se pojavi in kaj se zgodi, eros se zgubi. In kaj se zgodi, ko se eros zgubi? Zgubi se volja do življenja. A veš, jaz sem velikokrat, ko sem delala z angleško govorečimi, se pravi s tistimi, ki so odrasli v angleško govorečih družbah, prvo vprašanje, ki sem ga postavila moškemu, ki je prišel, je bilo: When have you lost your spunk? In potem me je zanimalo, kaj bo odgovoril, ker spunk ima dvojni pomen. Spunk ima pomen te volje do življenja, življenjske sile, ima pa pomen tudi ejakulacije semena. In kam bo šel? A bo šel v kdaj nazadnje ejakuliral, a bo šel v kdaj je zgubil voljo do življenja? Tle se pogovor lahko začne, Ali pa konča. Ja, ker se osredotočam na nebistvo, ne. Ampak moški tukaj se potem počutimo hendikepirane, ne? Moški, če greva na ta drug spank. A se moški tukaj počutimo, ko nismo sposobni ali pa ko fizično ne zmoremo, a se zdi, da je en del nas odrezan, da ne zmoremo niti zdravega odnosa razvijati, če je ta težava tako velika? Zdaj govoriva o težavi z ejakulacijo. Z ejakulacijo. Tukaj je treba vedno potem razvijati, lahko je to odnosni problem. Lahko je to odnosni problem, ker mi vedno vse bi radi dojemali kot problem individuuma. Pa ni, velikokrat je odnosen in kje se v odnosu zatika. Zato pravim, če imajo moški problem, ne bojo ga razrešili tako, da gredo pa si neko tabletko vzamejo ali podobno, ali pa ne, pogledajo pornografijo in probajo si stimulirati to. Ampak je treba pogledati morda relacijsko, se pravi odnosno ali psihološko, ali v čustvih, kje se je kaj zaustavilo, lahko pa, da je tudi čisto fiziološko, Ampak jaz vedno pravim, jaz nikoli ne gledam na stvari kot na problem, ampak kot, Izziv. Zanimivo, to je izziv, Kako bom to razrešil? Skupaj s partnerko. Ampak če mi je neroden govoriti, če me je strah govoriti. Pa smo tukaj, zakaj, Tle. Tukaj bi jaz želela to spremeniti. Ampak jaz hočem biti moški zate, jaz hočem biti ta superman zate, jaz hočem To je ta problem. To je ta problem. To je ta problem, ker mi si ne želimo supermenov, In tudi, zakaj bi se nekdo želel imeti žensko, ko si želi imeti supermena? Mi si želimo biti sprejeti taki, kot smo, in to je del naš, če imamo ta problem zdaj tukaj, problem, izziv. Ja, ampak če jaz to vnašam v najino spalnico, ta problem, potem je to problem obeh. Tako? Tako? Ni pa rečeno, ne misliš, da velikokrat pobegnemo in gremo v svoj svet in iščemo razloge, zakaj je temu tako. Pobegnemo. Moški pobegnejo. Ja, pobegnejo. Nihče jim ni povedal, da je možno še kaj drugega kot to, kar vidijo v pornografskih filmih in to, o čemer se pogovarjajo, da je normalno. Se pravi, manjka realnosti, manjka iskrenosti.
Ne samo med partnerji, ampak tudi na splošno, kot smo že začela ta pogovor, ne, veliko ljudi pretirava. O tem, kako in zakaj. Okay. Če smo se dotaknili te mame, pa se mi zdi zelo pomembno, da sva to temo odprla, kako midva na drugi strani doživljava, kaj so še šumniki oziroma šumi, ki vstopajo v partnerske odnose? Kaj se ti zdi še veliki triggerji, zaradi katerih ljudje odpovemo? Ravno te naše predstave o tem, kaj pomeni biti moški, kaj pomeni biti ženska, in potem ta projekcija tega, kaj bi moral moški biti, kaj bi morala biti ženska, namesto dejansko spoznavanje, drug drugega. Pomanjkanje commitmenta, da se resnično zavežeš, tej osebi in skupaj s to osebo raziskuješ vse. Naslednja stvar, power play. Igra moči. To je tista, Ženske postajate močnejše? In to je dobro. To je dobro, da začnemo. Nas je strah? Ja. In tudi ženske je strah moških v končni fazi. Moških je strah žensk je strah moških. Ampak poanta je v tem, da mi stopimo v to moč znotraj nas, brez da bi odvzeli moč drugi osebi. Pa sva spet tam, da se ne postavimo nad ali pod to osebo, da smo enakovredni. Malo ljudi to zna, ker večina tistih tradicionalnih odnosov je bilo hierarhičnih. In če je hierarhija, potem ne bo intimnosti. Potem bodo vloge. Ampak se ti ne zdi, da so generacije in generacije nazaj vendarle vedno bili odnosi tako postavljeni? Ali jaz narobe razumem, da je ta hierarhija bila očitna ali pa jasna? Temu se reče patriarhat. Z lepo besedo, super, hecam se. Ja, razumem. Ja. Ampak kaj pa, če smo zmedeni zdaj v tem dojemanju te nove vloge, da je ta ženska zraven mene osamosvojena, ne potrebuje me pravzaprav zato, da lahko preživi dan? Ravno zato te lahko ljubi, ker te ne potrebuje. To je tam, kar sva rekla, zrela in nezrela ljubezen, ker te je izbrala, ker ni ona ima tako luknjo noter, da ne more živeti brez tebe. To ni zrela ljubezen. Ona je tebe izbrala. To se pravi, del tega, se pravi, vsi se zdaj s tem spoprijemamo. Vsi. Kdorkoli bi rekel, da ne, prikriva, laže ali se pa ne zaveda. Ampak dejansko v 21. stoletju smo, ogromno stvari se je spremenilo, in eden izmed teh začetkov je, da si priznamo, da imamo zdaj možnost, da smo ne samo zliti, tako kot je bilo včasih, zato tudi to, ko o narcisih govorimo, ker kaj je narcistični odnos? Je odnos zlitja. Narcis te bo imel rad samo takrat, ko boš ti zlita z njim. Ko boš šla sam korak stran, bojo že njegove negotovosti prišle na dan. Danes pa imamo mi priložnost biti dejansko avtonomna oseba in potem se odločiti za neko drugo osebo. In če smo mi avtonomna oseba s svojimi mejami, spravi, poznamo svoje potrebe, poznamo svoje želje, smo empatični, spravi, brez tega, brez avtonomije tudi empatični ne moramo biti. Mi se moramo znati ločiti od nekoga, da lahko čutimo zares nekoga. Če ne, nas preplavi in smo skupaj z njim. Še na temo se mi zdi pomembno v razumevanju teh nekih stisk, so otroci, ki se nama zgodijo. To kar naenkrat, prej sva govorila o mami, moje partnerke, zdaj pa ta moja partnerka postane mama. In mi jemlje pozornost, fokus usmerja drugam, energijo usmerja drugam. Nisva več midva, ampak smo mi trije. Jaz sem kar naenkrat očka, nisem več Marjan. In tako naprej, bočka povedal. Kako se ti zdi, da to vpliva na dinamiko, oziroma kje je tle zdrava dinamika, kako peljati odnos? Peljati dva vzporedna odnosa? V prvi vrsti si oče. Nisi več v prvi vrsti Marjan, v prvi vrsti si oče, kar pomeni, da podpiraš svojo ženo, mati svojega otroka v tem, kar ona potrebuje, da si jo opomore. Oba delata za najbolje otroka. In prvo je treba ženi pomagati okrevati po porodu.
ker porod je velika transformacija za žensko, že hormonsko gledano. Nobena druga ni tako velika iniciacija, kot je nosečnost in kasneje porod. In premalo podpore ženske danes dobijo na tem področju. Vse se pričakuje, da bodo same. Ampak ti vso energijo posvečaš temu, zvečer nisi več voljna in prijazna in dobra do mene. Odvisno, koliko časa to počneš. Na začetku, seveda, ko je otroček majhen, nekaj mesecev, seveda, da boš vso energijo njemu posvečala. Otroček te potrebuje. Partner ni ta otroček. Partner je odrasla oseba zraven tebe, ki ga tudi ta otroček potrebuje. Čeprav včasih to mislimo. Da smo. Ampak se ti zdi, da je to lahko en issue, s katerim moški ne znajo čist pravilno se spoprijemati oziroma handlati? Tudi ženske ne. Tudi ženske ne, veliko žensk potem to povleče leta in leta potem, ko so rodile otroka. Dejansko se stvari spremenijo, spolnost se tudi na nek način spremeni. In se pravi, ti moraš biti sposoben iti čez vse faze spolnosti. Spolnost ne bo vedno samo tista cvetoča pomladna, moraš iti tudi čez jesen, čez zimo. Da lahko potem spet prideš do tiste pomladi. Daleč je za naju pomlad, sem slišal v eni pesmi. Ja. Ampak razumem te. Mi smo danes sva sam površnico, Špela už mogla še pridati. Jaz to vidim, da už imela abonma pri meni. Ker se mi zdi, da... Ja, zato, ker se mi zdi, da nisva niti čist samega vrha. A sva kaj pomembenega? Jaz mislim, da sva ful revolucionarnih stvari slišala, ful sem ti hvaležen za to, ampak se mi zdi, da bi še 12 ur sam nec nima en računalnik, pa toliko spomina, hecam se. Ampak neskončno hvaležen in vesel, da si vzela čas, da si delila tudi nekaj tako intimnih razmišljanj, tako meni se zdi, da nekdo, ki pridiga in se distancira od tega, ker pridiga, da ni pravi. In sem ti hvaležen tudi za to, da si to zmogla in da si to naredila. Moji prijatelji v Avimedu so te podcrkljali, da vidim, kaj so te podcrkljali. Čakaj. B-kompleks imaš. Ja, super. Pa magnezij, tako da boš lepo spala. Super, tako da neskončno hvaležen, zdaj bojo spet jezni, kaj to vrečka šumela. Ampak z dobrimi nameni in dobrimi željami, da še kdaj prideš oziroma da te še kdaj lahko objavim. Z velikim veseljem, Mark, in tudi jaz sem neskončno hvaležna. Res, a veš, to je to. To je to, kar laufa, kar teče. In tako mora teči tudi znotraj partnerskih odnosov dejansko. Midva bi bila odlična za skrb. Prijavite se na naš kanal, naročite se na naš kanal, zato da boste obveščeni o tem, kdo vse prihaja v goste, in pa seveda, tako kot jaz rad rečem, všečkajte in lajkajte, za vsak slučaj eno ali drugo, da bomo čim bolj vidni in čim bolj slišni in da bo taka razmišljanja, kot jih je Špela danes delila z vami, nami, prišla do vas. Srečno in hvala lepa še enkrat. Hvala tebi.